Žiga, kako se je porodila ideja za ta film, glede na to, da verjetno se naša generacija tistega časa ne spomni tako zelo dobro, me vseeno zanima, kaj je tisto, kar te je pritegnilo k tistemu obdobju. Seveda gre za nek čas, ki je pač zelo pomemben v naši družbeni zgodovini, ki nosi tudi zelo veliko mitologije s sabo, če se tako izrazim, ampak kaj je bilo tisto, kar je tebe osebno zaintrigiralo? Najprej dober večer vsem, ful hvala, ste prišli. Ful je lepo videti napolnjeno kinodvorišče tukaj, kinodvoro. V bistvu, jaz sem bil star 4 leta v času teh dogodkov in jaz se še zmeraj spomnim. V bistvu en mojih prvih spominov na otroštvo je, kako me pač starši nesejo v zaklonišče, ne. Tako da tudi tisti posnetki iz zaklonišč so bili meni zelo blizu, ker pač točno tako se jaz tega spomnim, ne. Najbrž si vsak od ekipe to malo drugače je zapomnil, ali pa ni, glede na starost. Ampak mislim, da je to neko obdobje, ki tudi zares je bilo zdaj dokumentirano na razne načine, ampak naša ideja je pa bila, oziroma bolj vprašanje, ali lahko naredimo en observacijski dokumentarec, ki ga seveda ne moramo danes posneti, ker so to dogodki iz več kot 30 let. Zato smo šli v akcijo nabrati razne materiale. Zdaj, če je kdo tudi med vami, ki nam je dal kakšnega od posnetkov, se ful lepo zahvaljujemo, ker brez teh posnetkov filma ne bi bilo. Ampak načeloma smo probali s tem filmom odgovoriti na vprašanje, kako je to takrat izgledalo izven politike, izven tega, kar smo že velikokrat videli po televiziji, kako je pa to izgledalo dejansko pri ljudeh doma, kako je to izgledalo pri končni fazi tudi teritorialni obrambi in tako naprej. Kako pa je bilo videti to zbiranje posnetkov, torej ta obsežna iskalna akcija? A so bili kakšne posebne dileme, kakšni zapleti, kakšna odkritja zanimiva? Bomo dali kar Maticu mikrofon. Ja, zdravo. Mislim, predvsem nas je mogoče najbolj stiskal časovni okvir, ker je bilo treba, mislim, da smo celoten skoraj film je bil v 4 mesecih narejen, tako da res za zbiranje je bilo mogoče mesec pa pol. Mogoče na začetku smo si dali celo mesec dni, da bomo mi to našli, ampak preden se je ta krog lahko zavrtel in preden smo sploh prišli do nekih kontaktov, je kar ene par tednov vzel, ampak predvsem se je začel tako, da YouTube, kjer so bili nekateri posnetki digitalizirani, pol smo pregledali se od javne špice raznih dokumentarcev, sprožila se je pol tudi oglas se je dal na Facebook, kjer so se nekateri javili, drugače pa čisto preprosto usedeš se v avto in se voziš po Sloveniji. Je pa pol tako, da so se postopoma odpirale, en človek je povedal še za nekoga drugega, tako da pravzaprav bi mi lahko še nadaljevali, ampak je bilo treba v eni točki majčkeno zapreti, ker ni šlo več, ker sta mogla in mogla se Iza, Žiga in Špela so mogli začeti montirati in sem jaz pol, so mi rekli, dosti je bilo. Drugače pa mislim, kar se spomnim je, več kot dobiš materiala, bolj ga hočeš, še več ga hočeš imeti in tudi prišle so neke kasetke, ki so bile, izgledale so pokvarjene, se jih ni dalo več zagnati, pa smo pol s pomočjo YouTubea smo jih v montaži sešraufali nazaj skupaj pa zlepili, tako da iz tiste kasetke mislim, da je prišel glih ta vedeževalec. Mislim, da Špela je našla svojo družino oziroma svojo mamo na teto, na nekem plesu, tako da drugače pa na trenutke ti je pa majčkeno žal, ko ti kdo pove, da je kakšen disk se uničil, drugače pa to je to, kar bi se zdajle spomnil, no. Kar veliko tega materiala. Mislim, koga je bilo, ne vem, je bilo pa v eni točki res ogromno, polna omara nekih kaset in to smo mi mogli zelo hitro prevrtavati, pregledati in pol se je samo še koščke jemali, kar se nam je zdelo, da mogoče pa ta del bo.
Pa če se je kasneje ugotovilo, da še kaj manjka, smo mogoče šli še majčkeno nazaj pogledati pa malo bolj digitalizirali. Ker so to kasete, se verjetno še lepo vidi res kakšna ogromna količina je tega, ker ni pač samo en disk, a ne, si predstavljam. Ja, jaz bi rekel, zelo sem hvaležen vsem snemalcem, in snemalkam, ki so vodili zelo dobre zapiske, ker drugače bi se mi začeli izgubljati, ampak so imeli mnogi zelo lepo vse zabeležen in se je dal zelo hitro določiti, na kateri kaseti bi se bolj splačali, kateri kaseti bi se bolj splačali posvetiti. Kakšno vprašanje mogoče? Kakšen komentar? Glede na to, da gre za obdobje pred tem množičnim razmahom digitalnih tehnologij, so bili verjetno bi bili danes verjetno te posnetki precej drugačni, če bi recimo nastali s telefonom, ne samo v smislu videza, seveda pa pač drugačne tehnologije, ampak tudi vsebinsko, ker imamo nekako drugačen odnos do tega, ker je nekako bolj na dosegu roke, ne vem, bolj je pač množično in tako da verjetno bi tudi drugačne stvari snemali, mogoče ne samo teh pomembnih, kot so bili, ne vem, neki rojstni dnevi, neki nastopi in pač seveda vojna in tako. Kako ste kaj razmišljali o tem? Ja, jaz povem, mislim, da imamo podobno mnenje. Ne, ja, dejansko gre za to, da bi bili slabši posnetki od današnjega časa, ne, ker imamo toliko telefonov, da dejansko ful premišljamo, kaj bi snemali, pa še 5-krat naredimo na novo kader, 5-krat posnamemo, pač nimamo več teh stricev, ki hodijo po rojstnih dnevih in razlagajo, kdo ima rojstni dan, kdo vse je tukaj, švenkajo na koledar, da se vidi, katero letnico, tako da v bistvu bi dobili zelo slabše materiale, če bi danes to iskali. Kako pa je bilo, ne vem, za vaju mogoče, ko ste pač pisala scenarij, kako je mogoče izgledalo na začetku, kako ste pač si zamislili na film in potem kako se je nekako ta proces, kako je v procesu postajal film drugačen, kot ste si ga zamislili na začetku? Ja, sej v bistvu je ratal film dosti nekaj takega presenetljivo, kakor smo fantazirali, da bo, samo da si mislim, ko je bila ta fantazija, si nismo predstavljali, da bomo dobili dejansko toliko dobrih posnetkov. Tukaj je Matic res dobro opravil svoje delo, tudi pač pela v montaži, se je ful potrudila, bilo je veliko v bistvu skupinsko delo, tako da v resnici to, kar je bilo zamišljeno kot sinopsis filma, je to nastalo. Ne. Mi smo upali, da bomo dobili neke poroke, neke dogodke, nogometne tekme in se je pač folk oglasil in smo dobili te posnetke dejansko. Ja, ta celoten proces pri tem filmu je bil zelo ping-pong. Scenarij, neka ideja, kaj dejansko imamo od materijala, montaža in potem iz montaže nazaj spet na scenarij in tako naprej. Ne. In v bistvu smo ves čas se ping-pongali, tako smo že imeli neko delovno verzijo zmontirano, smo potem še šli nazaj gledati v material, ker so bile neke stvari, ki se nam mogoče niso zdele takrat zanimive, pa smo potem ugotovili, da bi v bistvu ful lepo skupaj nekako funkcionirale. Ful smo delali takih tudi mikrodramaturških lokov, kot je Marlboro lok z Marelo, pa ne vem, kaj sploh tisto je, tista ena stena iz Marlboro škatlic. V osnovi smo pa šli na to, da dosti malo smo ugotovili, da bomo najbrž morali delati kronološko, dosti malo smo ugotovili, da bomo vse stvari ali pa večino stvari, ki smo jih do zdaj že milijonkrat videli, jih ne bomo kazali. Odločili smo se, da ne bomo imeli politike v filmu, odločili smo se, da bomo imeli ljudi, ki so bili takrat na terenu in to smo si nekaj na začetku zastavili, pa res na začetku imaš ti neko idejo, kako ne bi to izgledalo, pa si nekaj želiš, ampak mi smo prav razmišljali, enkrat ful bilo dobro, da bi vsake to bil kje kakšen posnetek, da nekdo švenkne na koledar, naprimer, da se vidi, da je to res od takrat, ne, da je to maj 91 in pol dobimo posnetek poroke, kjer dejansko snemalec to naredi. Ne. Pol je pa ogromno kakšnih presenetljivih materialov bilo, je še zmeraj ne vem, kaj na krejdarci počnejo pred tistim ognjem, ampak zdelo se nam je, da je to toliko močno, da je neka napol molitev za mir in pol molijo in pol avioni pridejo. Ne. Tako da v bistvu veliko te neke asociativne montaže. Je pa res, da tudi na neki točki smo se morali odločiti, da je bistveno, da dramaturško ali pa emocionalno stvari grejo naprej. Tudi če je kakšna stvar se zgodila kakšen dan prej ali pa kasneje, ker mislim, da nismo resnice s tem zanemarili.
Ja, tukaj bi dodala, mislim, ni kronološko vse pravilno, ne, se smo se pač odločili, mi delamo kinematografsko izkušnjo in ne pač nekega televizijskega dokumentarca, ki bi bil po podatkih pravilen, ne, tako da tudi na začetku sta Špela pa Žiga zmontirala, da je bilo kronološko, naprimer vojna, tako kot se je dogajala, ne, sam je problem pri vojni bil, da se je tam okoli 27. 28. vse naredilo in bilo tam najprej neka gmota vsega in pol zelo počasi se pač malo razkadilo, ne, tako da smo pol v bistvu bolj dramaturško filmsko zgradili, da se je stopnjevalo, ne ni bil takoj bum. Plus seveda en zelo praktičen problem je bil recimo materiali, ki smo jih dobili od teritorialne obrambe in policije, to so sami snemali, ampak seveda so lahko snemali takrat, kadar se ni nekaj veliko dogajalo na terenu, ne, ker takrat, ko so bili na terenu, pa je bila nek konflikt, seveda ta človek je predržal kamero, je pol držal puško, ni mogel snemati, ne. Tako da smo dobili ogromno materialov, kjer so recimo, ne vem, kuhali golaž in podobno, ampak se nam je zdelo tudi pokazati ta nek background vsega tega dogajanja. Mogoče kakšno vprašanje? Tamle vidim eno roko. Jaz bi pa vprašal sledeče. Danes smo videli en kup dragocenih posnetkov, ki še nikoli nismo videli, so bili premierno pokazani. Predpostavljam, da jih je še en kup ostal nepokazanih, ne? A ste vse te stvari tudi digitalizirali, pa so ohranjene ali so ostale na kasetah, ker je bilo verjetno škoda, da to propade, ker že zdaj so v bistvu posnetki precej propadali v teh 30 letih, ne. To je v bistvu moje vprašanje, ker mislim, da imamo tukaj opravka z neprecenljivo kulturno dediščino, ki jo moramo še zadnji hip shraniti, ker je več ne bo v parih letih, ne. Ja, absolutno. Ta celotna ideja, zakaj tudi danes delata film, je bila točno zaradi tega, ker te kasete zdržijo recimo 30-40 let, odvisno od nekih pogojev. V Sloveniji imamo vroča suha poletja, potem vlažna obdobja in zdaj se je to že več kot 30krat zamenjalo s temi kasetami in te kasete seveda, kot ste že videli, kar nekaj materijala je že uničenega ali pa počasi propada. Seveda mi smo lahko digitalizirali stvari, ki so se nam zdele približno uporabne za naš film. Tako da je ogromno tega, ja, seveda ostalo na kasetah in se ni digitalizirali, mi smo naredili en tak maksimalni doprinos tega, kar smo lahko, da smo spravili materijale, ki smo jih lahko. Dejstvo pa je, da bi sigurno bi se moralo to že bolj na državnem nivoju angažirati pa narediti na pol neko fundacijo, ki bi shranjevala vse te posnetke. Še kakšno vprašanje, kakšen komentar? Mogoče, ker ste prej govorili o montaži, me zanima, kako pa je potekal ta del. So bile kakšne težave, si predstavljam, da delo z zvokom ni bilo najlažje. Kaj je bil mogoče, kaj so bili te izzivi, če uporabim ta izraz? Izziv je bil predvsem ta velika količina materijala, pač kako se tega lotiti in smo se pa lotili v bistvu tega, da smo najprej probali narediti en transkript tega, kar se dogaja na kasetah, da smo si najprej na papirju naredili, kaj je pač sploh zanimivo, pa smo po temah zlagali pač sam material, da smo videli, kaj od tega pač, katerega materijala imamo največ, no, v tem smislu, iz česa lahko zgradimo pač prizor oziroma kaj nam pomaga pač za film. Kar se tiče zvoka, je bil tudi kar problem, ker parkrat si mogel poslušati kak arhiv, da si razumel, kaj se pogovarjajo noter. Ja, pač, predvsem je bil pač problem pač stiska je bila s časom, pa ful je bilo materijala. Tako da zelo veliko materijala je še, kaj je zelo zanimivega, pa žal pač ni najdel mesta v filmu. A pa je bilo kaj takega, kar ste se tudi odločili, da ne boste uporabili, ne vem, mogoče zaradi ljudi, ki v njem nastopajo, ali pa zaradi dogajanja, ali pa zaradi kakšnega drugega razloga? Zdaj seveda pri pridobivanju pravic do teh materialov je, mislim, mogoče tukaj lahko Boštjan še kaj doda iz produkcijskega vidika, ampak dejstvo je, da eno je, da ljudje, ki so snemali, dovolijo uporabo teh posnetkov, drugo je pa
seveda ljudje, ki so na teh posnetkih. In posod, kjer gre za neke malo bolj intimne dogodke, smo mi probali v bistvu kontaktirati ljudi dovolj, tudi kdo ni dovolil, pa potem pač nismo uporabili. Tle je v bistvu ves čas nek balans med tem, da je to vse nek dokument nekega časa, kjer je v bistvu nemogoče zdaj do čisto vsake osebe iti, če še živa, da vprašamo, ali je lahko v filmu ali ne, zdaj odvisno v kakšnem kontekstu je bila. Ampak v bistvu večina posnetkov, ki jih nismo uporabili, je bila ali čisti neke pietete, ne, vsem so to posnetki vojne, ali pa kar dramaturško ni ustrezalo. Ampak dejstvo je, da iz tega je bila naredila tudi, ne vem, 5-delno serijo po 1 uro, ne. Tako da, Boštjan, bi še ti kaj dodal? Ja, saj mislim, da so že večina kar povedali. Zdaj, jaz kot producent, en izziv je bil res časovni, pač tukaj je bil pravilnik Slovenskega filmskega centra tak, da do konca koledarskega leta, ker v 30-letnice je bilo treba končati. Druga je bila specifika ta, da čeprav mogoče sploh nekdo, ki čisto ne razume anatomijo tega procesa, se zdi, da je šlo za majhen film, ampak v resnici je šlo za ogromno število ljudi. Se pravi, vsi ljudje, ki so v špici, v zahvalah, so imeli nek doprinos, tudi neki ljudi, ki jih ni noter, smo tudi mi kontaktirali, tako da je bil tukaj res en tak zelo specifik o tem, da je bilo ogromno, mislim, če bi pogledal verjetno en celovečerni igrani film, mislim, da ima manj ljudi vključenih, kot jih imel vključen ta. In meni, ker sem tudi osebno, pač tisti čas imam neko tudi emocionalno navezanost, ker sem bil takrat, sem glih končal srednjo šolo in čas vojne sem bil v pač tej JLA famozni, so bile tukaj čisto določene tudi neka etična vprašanja, ki sem jih jaz strani malo to spremljal, ko je šla ta montaža, se tako ti Žiga rekel, ni enostavno sploh, kot enkrat delaš to asociativno montažo, je tako neki manipulativen, tako ali pa drugačen, dokaj smo se tudi kar neki pogovarjali interno, potem, ko so bile neke začasne verzije. No, se to je v bistvu, sem te hotela naprej vprašati, glede na to, da si ti vseeno druga generacija, pa se malo bolj spominjaš tistih let. Mogoče, ne vem, kako je bilo tebi, ko si gledal ta material, pa vseeno, mogoče, kako si, ne vem, se spominjaš tistega časa, pa kako si to povezal s tem projektom? Ja, zdaj tako, prav moja pozicija kot producenta seveda ni tukaj ta, da jaz se vsebinsko mešam v to. Sigurno je to eno od tistih projektov, kjer imam neko posebno emocionalno navezavo, kot sem rekel prej, na ta čas, celo v zadnjem delu se v enem kadru celo jaz pojavim, tudi se pojavijo neki moji prijatelji, ki so zdaj že pokojni, tako da seveda vsakeč znova, ko gledam ta film, imam nek emocionalni odnos do tega. Mislim, da so pa vsi tukaj prisotni pač zelo dobro naredili ravno to neko, pa ne samo apolitičnost, ampak ne vem, če je objektivnost prava beseda, ampak tako en tak vzpostavi ravno neko pravo distanco, da ne zavzame neke strani in da ne lepi na to neke pomene, ki so že mogoče v tem nekem času konfliktne politike hudo, bi zelo hitro usmerili film nekam, kar ta film noče biti. Mislim, da jaz osebno sem tukaj res zadovoljen, da drži ravno to, se pravi neko anatomijo, neko zakulisje pri, ajmo reči, običajnih ljudeh, kako so doživljali na zelo različne načine in tudi skozi te dni vsega je bilo. In predvsem pa ta nek absurd, 5 kilometrov stran, ne vem, je pač bombe padajo, tukaj se, ne vem, je nek čist drugo vzdušje, mir, pije se v kafičih in mislim, to so neke stvari, ki mislim, da noben dokumentarc po mojem vedenju doslej ni čist na ta način tega prikazal. Čas se nam izteka, tako da zadnja priložnost, če ima kdo kakšno vprašanje, kakršenkoli komentar. Tam zadnji je ena roka. Jaz bolj slabo vidim, tako da morate res visoko dvigati roko. Ni roke. Ni roke, okej. Pa mogoče zadnje vprašanje. Jaz sem ob ogledu veliko razmišljala o teh nekih vzporednicah, pa o nasprotju med tedanjim časom, pa med zdajšnjim časom. Pa
Zdaj pač seveda ne govorimo o politiki, ker kot ste rekli, ta film ni o politiki, ampak tako čisto v smislu vzdušja, družbenega vzdušja ali pa pač nekakega angažmaja, družbenega angažmaja ljudi, a ne. Ker tukaj smo videli res po eni strani en tak ful velik optimizem, po drugi strani res to neko zauzetost, da ljudje res z lastnimi vozili, z lastnimi telesi pač nekako posredujejo, delajo nekaj kot za državo, a ne pač seveda za lastno varnost tudi. Tako da me zanima, kako ste o tem razmišljali med samim ustvarjanjem filma? Mislim, a je bil to kakšen premislek ali ne? Kako je bilo takrat drugače kot zdaj? A se slučajno je kaj takega bilo v tem materialu, kar se vam je zdelo tako, ne vem, mogoče ironičen komentar, glede na to, da to gledamo z zdajšnjega vidika, ali pa ne vem, mogoče kaj, kar napoveduje sedanjost? Kakršnokoli razmišljanje o tem me zanima. Mislim, jaz definitivno ne pogrešam tega, da se snema ženske v mednožje, medtem ko so kopalke, da se daje seksistične pripombe, tako da to sem gledala in sem bila, ok, nekaj malega pa smo dosegli, no. Ja, to, ki je zapovedala, je kar en izmed takih definitivnih ugotovitev. Zato smo tudi to pustili v filmu, ravno zato, da pokažemo malo ta špego, ne. Tudi v nekem širšem smislu družbe takrat, ne samo kako je vojna šla, ampak kako je dejansko družba takrat funkcionirala. Ena od stvari, ki mislim, da je dost rdeča nit materialov, ko smo jih videli, je v bistvu neka iskrenost ljudi. In to je bilo fajn, ko smo politiko umaknili stran in v bistvu vidiš, kako so ljudje dejansko pristopali do tega in pač, naredili so, kar so lahko, ne. Smo se sprašvali, če bi danes ista iskrenost bila, če bi se zgodila taka situacija. Nimam odgovora na to vprašanje. Pa so pa tudi kakšni drugi detajli, recimo sploh so zanimivi posnetki, ne vem, mladih, recimo teh srednješolci, ki pojejo na začetku pa na koncu, ki pač nimajo mobitelov, ne, in so vsi zelo v trenutku, pač tam so tukaj zdaj, tistih frendov, kar jih imajo okoli sebe, jih imajo in to je to, ne, in se mi zdi, ne vem, kot da je nekaj več veselja bilo iz teh posnetkov. Se ne pravim, da danes niso veseli, samo tako, zdelo se mi, da je to bolj in the moment, je pa tudi res, da prisotnost kamere je takrat pomenila nekaj drugega kot danes. To je tudi dost pomembno vedeti, ne. Sem še kaj pozabil. Ne vem. Upamo, da se to ne ponovi, pa da ne bo treba še enega dokumentarca delati. Ok, ekipa, najlepša hvala za ta film, čestitke še enkrat, vas pa prosim za še en aplavz in lep večer še naprej.